Torej, že 31. leto ste poskrbeli za to, da so junaki tretjega nadstropja na Miklavža zelo veseli. Kako se je vse skupaj začelo? To je bilo ravno okoli Miklavža. Smo enkrat, smo Mopačev snemali, smo prišli z radijske stavbe ven, pride mimo ena gospa, pa prav meni, naši otroci so bili pa zelo veseli, če bi jih vi obiskali, sem rekel, gospa, kje pa imate otroke? Je rekla, na pediatrični kliniki so nastali na Vrazovi. Sem rekel, gospa, pridemo. In drugo sredo smo prišli kompletna ekipa, sploh nismo vedeli, kam gremo. Ne. In pa smo zagledali tiste otročke tam, se spomnim, s plešastim glavom, ki so sedeli na stolčkih. Mislim, prav za šok je bilo, ampak smo imeli sreč, je imel, kot rečeno, Martin harmoniko in po neki Martin je igral, Simona je pela, tako da smo naredili en tak žur na hitro roko. No in po naslednjega Miklavža nas je spet dr. Dunlevičeva poklicala, bo se spet prišli, otroci čakajo, ja, valjda. In evo, zdaj hodimo 31 let. Imeli smo pa že Čuke, pa Ribič, Pepe, en kup teh znanih fac je bilo, tako da se tule okoli Miklavža se zdaj vsako leto se pač nekaj dogaja. Ne? In pol smo tudi dobili sponzorje, da smo vse otroke lahko obdarili, tako da Miklavž nikoli sem ne pride praznih rok. Ja, kar. Je tudi pri vas doma, ko ste bili vi majhni, Miklavž bil tisti, ki je nosil darila? Pri nas je bilo pa tako, da ko smo se zjutraj zbudili, so bila darila, jih je mama ponoč pripravila, tako da nismo nič vedeli, da je kakor Miklavž ponoč prišel, darila dal pa šel. No. Tako da se pa tega spomnim, kakšno veselje smo imeli. Žal je bilo to ravno med drugo svetovno vojno, jaz sem že tako star, nam reč. In da so bili ta Miklavž, se spomnim, iz te okupirane Ljubljane, edin tak lep trenutek, lepi trenutki, ki se jih spomnim, no, takrat. Poglej, koga smo mi srečali. Zdaj pa Lani ne bo treba gledati samo računalnika, ampak smo tudi živo tukaj. Ja, lepo. Lana, veš, to za oba velja tudi za mamico, da objemi siguren zdravjo in pomagajo k temu, da se bosta malo domov vrnila. Ja, upajmo, da čim prej. Tako, ja. In Lana zdaj gleda vse to moje spremstvo, ni nekih angelov pa parkanov, zato ker parkani so ostali kje druge. In tukaj smo prinesli darilo za Lana, da bo vsaj malo veselja, Lana? In da bo potem lahko to pregledal, kaj mu Miklavž prinesel. Ohranite upanje pa dobro voljo z vsem tem osebjem, ki je tudi prijazno do vas. In naj vam lepo mine tale dan. Aj prav, Lana? Danes vas je že 31. leto zapored obiskal Miklavž, se ga otroci zelo veselijo? Ja, seveda, otroci se veselijo teh dobrih mož, in tako kot ste rekli, letos je to 31. leto. Vsako leto Miklavžka pripelje gospod Tone Forneci Tof in Miklavžek prinese otrokom tudi darila in jim popestrita vsak dan v bolnišnici, ki je sicer seveda nekoliko dolgočasen. Tem je to nekaj posebnega? Posebno je to, kot so sicer posebni, te, bom rekla, čudežni dnevi. Posebej ali pa verjetno še bolj za majhne otroke, ki se seveda razveselijo teh čudežnih mož, razveselijo se daril, ki jih otroci prejmejo. Popestritev je pa tudi za večje otroke. Kako to, da ste se odločili pristopiti k tej akciji in koliko časa že sodelujete pri njej? Ja, sodelujemo že 10. leto, letos poteka. V bistvu naš namen, pravzaprav in poslanstvo kluba je pomagati tistim, ki pomoč zares potrebujejo, in mi smo izbrali pač otroke in želimo vsako leto pričarati vsaj malo nasmeha na obraz. Ste ga, glede na to, da ste šli zraven, ko so dajali darila? Da, večina se zelo razveseli, tudi Miklavž seveda pride zraven, opremljen v svoje oblačila, in največ pa štejejo spodbudne besede, ki jih je bilo danes na pretek.
Je tudi pri vas Miklavž glavni dobri mož? Ja, Miklavž je sigurno eden od 3 dobrih mož, ki prihajajo vsako leto okrog. Veselimo se pa tudi Božička, naslednjega dobrega moža. Pa pri vas? Ja, v bistvu pri nas pa Miklavž je glavni dobri mož, ampak seveda tudi Božiček ne izostane. Ja, pri nas pa tako, kar se 3 pravzaprav prikličemo, še Dedka Mraza poleg Miklavža in Božička.